Celotna referendumska kampanja se več ali manj vrti le okrog želja istospolno usmerjenih, molči pa o bistvu problema. Namesto, da bi družinski zakonik varoval družino v vsej njeni bistveni razsežnosti, jo usodno izprazni in razvrednoti. Ne le, da pri posvojitvah ignorira pomen, ki ga ima za otrokov razvoj celostno, komplementarno starševstvo moškega in ženske, očeta in matere, in da zakonski oziroma zunajzakonski skupnosti odvzema pomen, ki je v zasnovanju družine, ampak tudi radikalno spreminja samo definicijo družine. Doslej veljavni zakon in Resolucija Republike Slovenije o družinski politiki govorita o družini kot o življenjski skupnosti staršev in otrok, pri čemer je v ospredju sorodstvena zveza, ki traja tudi potem, ko je otrok že polnoleten. Družinski zakonik pa te sorodstvene vezi ne vidi, ne priznava in ne vrednoti, saj družini celo odvzame status družine takoj, ko otrok postane polnoleten. Mi pa vemo, da mnoge hčere in mnogi sinovi tudi po 18. letu starosti živijo pri svojih starših in se skupaj z njimi še vedno čutijo kot družina. Prav te sorodstvene vezi so mladim ljudem ne samo v psihično, ampak tudi v materialno pomoč. Predvsem v kriznih časih, ko so možnosti zaposlovanja in reševanja stanovanjskega problema tako zelo zaostrene. Na podlagi veljavnega zakona in resolucije o družinski politiki ter v skladu z mednarodnimi priporočili in uredbo Evropske unije o popisih prebivalstva, Statistični urad Republike Slovenije vključuje v pojem družine ne samo življenjsko skupnost staršev in otrok, pri čemer starost otroka ni pomembna, ampak tudi enostarševske, posvojiteljske in rejniške družine, pa tudi zakonsko ali zunajzakonsko življenjsko skupnost moškega in ženske, ki še nimata ali nimata več otrok. Iz lanskega poročila Statističnega urada je razvidno, da je bilo 1. januarja 2011 po tej definiciji v Sloveniji 567.374 družin. Ob tem pa Statistični urad opozarja naslednje, citiram: Če bi upoštevali definicijo družine iz družinskega zakonika, ta družina opredeljuje kot življenjsko skupnost otroka, mlajšega od 18 let, ter enega ali obeh staršev ali druge odrasle osebe, ki skrbi za otroka, bi bilo v Sloveniji 221.647 družin, v katerih bi bil vsaj en otrok mlajši od 18 let. Tako Statistični urad Republike Slovenije. Družinski zakonik torej, če ne bo na referendumu zavrnjen, bo več kot 340.000 slovenskim družinam odvzel status družine. Kaj bo to pomenilo že v primeru uveljavljanja dohodninske olajšave za vzdržanega družinskega člana, ki ne bo več član, saj ne bo več družine, pa si lahko le mislimo. Tem družinam bi se moralo referendumsko vprašanje glasiti: Ali ste za to, da vam država z zakonom odvzame status družine, ki ji Ustava Republike Slovenije namenja posebno pozornost in varstvo? A bojimo se, da se celo člani teh 340.000 družin ne zavedajo, o čem bodo na referendumu odločali. Zagovorniki družinskega zakonika se namreč vrtijo le okrog želja istospolno usmerjenih, le okrog enega samega drevesa, očitno zato, da tudi javnost ne bi videla celotnega gozda, ki ga ta zakonik tako zelo ogroža. Pa vendar upamo, da bo večina volivcev pravočasno začutila, da ta nesrečni zakonik nobeni življenjski skupnosti ničesar ne daje, 340.000 družinam pa pritlehno odvzema status družine.